Množične migracije in z njimi povezani begunci postajajo vse bolj pereč problem, s katerim se sooča svet. V letu 2015 je vsako minuto bilo prisiljeno zapustiti svoje domove 24 oseb, kar je 4-krat več kot desetletje poprej. Tega begunstva je zanesljivo večja, kot se je prikazuje. Moramo vedeti, da se vse te ljudi, ki se želijo premakniti iz področja svoje stiske in bede, drugam bistveno več. Te ljudi se na razne načine zadržuje. Zadržujejo jih njihove lastne države in zadržujejo njihov prihod v vstopne države. Tako da jaz mislim, da je potencialno na tem z namenom gibanja drugam so desetine milijonov ljudi ta čas. V Evropski uniji, Švici in na Norveškem je bilo leta 2015 vloženih skoraj 1,4 milijona prošenj za mednarodno zaščito. V Sloveniji je trenutno 579 oseb s priznano mednarodno zaščito. Največ jih prihaja iz Sirije, Eritreje in Irana. Postopek poteka tako, da oseba, ko pridobi ta status, določimo svetovalce za integracijo v Ljubljani. Najprej postopek poteka tako, da jih v njim razumljivem jeziku in podamo vse informacije, ki zadevajo njihove pravice in dolžnosti bivanja v Republiki Sloveniji. Takoj po temu se nekje pripravi nek osebni integracijski načrt, ki upošteva njihove zmožnosti družbe. Bistveno pa je, na kakšen način in kje se bojo nastanili. Nastanitev poteka lahko v integracijski hiši, lahko se pa odločijo tudi za zasebno obliko nastanitve. To pomeni, da se pač išče stanovanje na trgu. Tukaj nam veliko pomagajo nevladne organizacije. Trenutno stojimo tukaj pred integracijsko hišo Maribor. V njej je trenutno 17 oseb s statusom. Od tega jih je največ 15 iz Eritreje, po eden pa so iz Iraka in pa iz Kameruna. Največja prepreka pri integraciji predstavljata znanje slovenskega jezika in kulturne razlike. Največja ovira je sigurno znanje slovenskega jezika. Pač to je ključ, ki odpira vrata in tako do zaposlitve, do vključevanja v družbo. Pomembno so tudi okolje, z katerih izhajajo. Pač te kulturne razlike poskušamo na različne načine premoščati. Tako da, ko enkrat osvojijo to znanje slovenskega jezika, potem je vse lažje. Pri Združenih narodih opozarjajo, da sta pravici do enakopravnosti in nediskriminacije temeljna kamna človekovih pravic, a kljub temu so ponekod po svetu diskriminatorne prakse še vedno razširjene. Res pa je, da bi najmanj, kar bi morale države storiti, ne preprečevati prihoda, ko so ljudje na pragu, ne jim ogrožati življenja, ne dopuščati, da se ljudje zaradi nekaj metrov preplavane reke umrejo. To je pa minimalno človeško, humano, kar bi morale države zagotoviti. Zgodovina nas uči, da so veliki človeški valovi pljusknili čez vse največje zidove. Mongoli čez Kitajski zid, barbari čez Rimski limes, vzhodni Nemci čez Berlinski zid. Veliki imperiji niso propadli zaradi prišlekov, temveč zaradi lastnih notranjih protislovij. Zaradi sedanjega begunskega vala Evropska unija ne bo razpadla, se bo pa vsekakor spremenila.